Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In se je začel nov teden, tako se je končal prejšnji pravzaprav. Ne, mi še vedno smo odtujeni od interneta. Doživljamo digitalni mrk. Ja, res je. Ne po lastni krivdi, se pa na vse pretege trudimo, da bi to čim prej vzpostavili. To naj bo jasno in seveda hvala lepa vsem, ki kličete, pišete, veseli smo, da vam je mar in seveda ne zato pod nič manjšim pritiskom, da bi to čim prej nazaj vzpostavili, ampak upajmo, da se bo zgodilo sredi tega tedna, da bomo spet nazaj na totiradio.si, da pride nazaj Audio Špajza in vsi digitalni kanali, ne govorimo o družbenih omrežjih, ampak digitalni kanali, kjer smo oddajali naš program in ga bomo spet kmalu. In če ste zamudili ponedeljkovo jutro, no, izvolite. Na YouTubeu tokrat, ne tam, kot ste vajeni, ampak se pravim, kaj še moram enkrat povedati, veste, mi se... Ne, redo je. Drugače pa vsak dan v živo, jutri spet o 5:30, pa lepo nedeljo. Kaj smo delali čez vikend? Pa me zanima. Pestro je bilo. Pestro. Ti si imel pestro, ne? Jaz sem imel. Ste imeli obletnico valete? Smo imeli. Predtem smo bili v Podčetrtku, v Olimijah. In moram pa samo pohvaliti svojo hčerko, ki je prve korake oziroma prve zamahe v bazenu naredila brez rokavčkov. Daj nehaj. Ponosen foter. Vredo, super. Ja, pa smo imeli obletnico. Je imela poden? Ne, ni imela. Okay. Sem bil zraven. Bravo. Potem smo imeli obletnico valete. Fajn. Včeraj pa... Kaj si ugotovil? Da je edini neurejen z generacije. Ja, in vsi so se piknili v mojo brado in frizuro. Mislim, to ne moreš verjeti. Pa si jim razložil? Ja, seveda, vse so tako vedeli. Aha. Ja, tako da je bilo zabavno. Se je že začelo na obletnicah teh, ko ugotavljaš, kaj sem tu z starejšimi damami, mi pa tako mladi. Ja, ne, nismo še mi tako daleč. To že videl, ko bo obletnica mature. Tam najbolj se pozna, to sem zdaj ugotovil, mislim par let nazaj ugotovil, ko je bila 30. obletnica. Ja. To se najbolj pozna. Krat vidiš. Da te ne bo kira iskala tu, sošolka. Se s njim sem povedal. Brez skrbi. Tako da, to je bilo to, fajn smo se imeli. Včeraj pa smo imeli zvečer jadravci sestanek. Zato si tako zažvekan. Dobro. Ana, si šla kaj na mitološki vrt? Seveda, dela so se začela, tako da v soboto je bil en veliki ruker. Včeraj pa tako se za dan že nas podobi, da me pač pišete na urnik. Ne? Ja, no, kaj pa? Ja. Enakopravnost. Če moramo delati, te pač delamo. Tako da hvala za to. Z veseljem. Jaz sem ta vikend prvič kosil. Res? Ja, si je bilo treba. Ja, je bilo treba. Zdaj se je začelo. Ja. In o tem bomo govorili tudi danes zjutraj. Eno zelo zanimivo izkušnjo sem imel in sicer smo v soboto šli probat curling. Točno, ja. Na vledno dvorano. Me res zanima. Res me zanima. Ne? Bilo je. Glede na to, da sem tu v enem kosu, kar seveda za ostala dva člana te naše mini ekspedicije verjetno ne bi mogli trditi, ampak Bernik se sestavlja. Ma muskelfiber, ker je rekel, da je to zdaj po dolgem času, da se prvič malo razgibal. Ja, bolj pa včeraj večni derbi, ne, ki je bil seveda pač ta elementarni del tega vikenda. 0-0. Ja, glej. Imeli smo sicer nekaj šans, ampak 0-0 je bilo tako, da mislim, meni je pol žena razlagala, da se je zelo fajn zabavala, ko je bila v enem drugem prostoru, mi trije smo pa gledali večni derbi. Bi rekla. Ste komentirali sočno zraven. Mala dva sta se, nista to komentirala, bolj sta se režala. A ti bil v akciji. Treba v soboto zvečer smo pa krmeli, ne? Ja. V našem mestu. Nimamo radi, da nam tako hodite. Tako bom rekel, ne morajo si dati na highlight reel Viole, ravno da se jim to dogaja v mestu na tak način. Ja. Ko so prišli Green Dragonci in pač imeli tu svoj šov po ulicah našega mesta. Škoda, no?
Ne, govorimo o fuzbalu. Ja. Čeprav to je tudi škoda. Ja. Zakaj hodijo? Pa tam bodite. Točno to. Zakaj treba? Ne razimo vas. Ne, sploh. Absolutno, ne, pa čisto brez Katastrofa. veze. Bo treba nekaj patruljev, veš. Da bi vsaj znali nekaj, da bi vsaj lepo peli. Veš, kaj ti hočeš reči? Recimo, ne pa samo nekako orangutani. Ne, pa pač jaz bi jim svetoval naslednjič, ko pridejo, ne da v avtu poslušajo vse lepe, deželo Štajersko in ostale, da se naučijo, pa lahko pridejo tu za 5, ni problema. Če lahko v Županovi Bolgari. 8 minut pred 6, upam, da ste imeli lep vikend. Če pa ni glih šlo po planih, 1, 2, 3 bo nov vikend tu, pa lahko popravite. 55 minut je. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ponedeljek, 9. marec je. In morda še enkrat ena kratka razlaga, zakaj vse skozi govorimo, da pač naš brezplačni prometni telefon 81055 še vedno ne deluje. Zakaj prosimo, da pokličete 051 220 220 oziroma nas obiščete na naših družbenih omrežjih. Zakaj ne delajo naši SMS-i in naši e-maili? V preteklem tednu smo namreč bili žrtev, govorimo o celi naši mreži, obsežnega kibernetskega napada in počasi se stvari vzpostavljajo, ampak je res počasi. Te nevarnosti niso samo, veš, ko ti čitaš, tam se je to zgodilo, pa si misliš, to se ne more zgoditi. Ne. Sveda se lahko in očitno se lahko. Ja. Yep. Tako da pazite na se, pazite, kaj počnete Pazite, na svetovnem spletu. Ja, predvsem pazite, kaj klikate. Dobro, v našem primeru je šlo to za eno malo bolj organizirano in hujšo stvar, ampak v vsakem primeru, pazite, ker nevarnosti prežijo res povsod. 4:06, muzika je, mi smo tu, gremo v ponedeljek. Dobro jutro. Dobro jutro. Ponedeljek je čas, da že na samem začetku teden tudi rešimo. Tedenski horoskop, Ana, izvoli. Hvala lepa. Oven. Ta teden bo v ospredju odločanje. Morda boste morali izbirati med dvema možnostma, ki sta obe privlačni. Poslušajte svoj instinkt. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovano sporočilo ali srečanje. Bik. Teden prinaša več miru kot prejšnji. Idealno obdobje bo za urejanje doma, financ ali dolgoročnih načrtov. Nekdo iz preteklosti se lahko znova pojavi v vašem življenju. Dvojčka. Veliko bo dogajanja, novih idej in socialnih stikov. Nek pogovor lahko odpre zanimivo priložnost. Poskusite pa si vzeti tudi čas za počitek, saj lahko tempo postane naporen. Rak. Ta teden vas spodbuja, da se postavite zase. Če ste v zadnjem času preveč popuščali, je čas za jasne meje. V družinskem krogu se lahko zgodi nekaj lepega. Lev. To bo teden ustvarjalnosti in samozavesti. Lahko boste dobili priložnost, da pokažete svoj talent ali idejo. V ljubezni se obeta več romantike, še posebej proti koncu tedna. Devica. Nekatere stvari se bodo premikale počasneje, kot bi si želeli. To ni slabo, omogoča vam, da bolje premislite svoje naslednje korake. Vikend bo odličen za sprostitev ali krajši izlet. Tehnica. Poudarek bo na ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Če ste zadnje čase preveč delali, si vzemite čas za druženje. Nekdo vam lahko zaupa pomembno novico. Škorpijon. Intenziven teden bo poln notranjih spoznanj. Lahko se boste odločili, da nekaj v življenju spremenite ali zaključite. Ta korak bo dolgoročno zelo pozitiven. Strelec. Teden prinaša željo po spremembi okolja. Če lahko si privoščite kratek izlet ali novo izkušnjo, prav tam lahko spoznate zanimivo osebo ali idejo. Ne bomo hodili ta teden nikamor. Drugi teden, ne? Vikend. Sami problemi se slišijo v tej napovedi. Ja. Kozorog. Priložnosti na področju dela ali projektov bodo v ospredju. Nekdo bo lahko prepoznal vaše sposobnosti. V odnosih pa bodite nekoliko bolj odprti za pogovor. Vodnar. Navdih in nove ideje bodo prihajale skoraj vsak dan. Zapišite si jih. Ena izmed njih bi lahko postala pomemben projekt. V prijateljskem krogu se obeta prijetno presenečenje. In pa še ribi.
Čustvena globina in intuicija bosta močni. Dober čas bo za umetnost, ustvarjanje ali razmislek o prihodnosti. Nekdo vam lahko pokaže, koliko mu pomenite. Evo, tedenski horoskop, zdaj veste, kaj vas čaka. Rešeno. Tako da ne vem, zakaj se bi sploh matrali še naprej, če tako zdaj vse vemo. 14.6. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In Ana, ti spremljaš te dogodke, medtem ko midva z Igrom bolj športni del njegove zgodbe, pa je zgleda in zdaj moramo reči, da je spet izjemno igral proti New York Knicksom, dal 35 pik in Lakersi so zmagali. Ja, seveda, ko rečemo on, koga to mislimo? Koga mislimo? Njega, ne v bistvu. Ampak, zgodba z Ana Marijo pa... Ja, zdaj po nekaj tednih, ko se je to prvič pojavilo v javnosti, torej špekulacije o tem, da naj bi se razšla, so se zdaj te govorice ponovno pojavile v malo večjem obsegu in sicer naj bi Luka bil tisti, ki je razdrl za roko. Seveda. Naj bi bila bojda že v postopku za skrbništvo nad otroki in pa njega naj bi že povezovali s kakšnimi drugimi ženskami. Mnogo je teh na seznamu. Je, ne? Ja. Se ve za Kero mogoče že tak? Ja, ta Madeline Klein iz Outer Banks. Dobro. Ti nekega, bom rekel tako, recimo je navedena. Podobna je v bistvu. Res, ja, ful sta si podobni. Ja, viš, to je to, ne? To je še en dokaz, da veš, avtocesta ni prinesla samo dobrega, ne? Dokler so bili v Dallasu, tam ni take perspektive, ne? Ne. Ko pa ti prideš v Los Angeles, ko se ti odprejo kjer je obzorja. pa meka vsega. V bistvu pa... Ampak je škoda, ne? Ja, seveda je škoda. Vseeno žalosti ta situacija. Ampak se bojo že zmenili. Nobenemu ne bo tako hudo šlo, veš, kaj ti hočem reči. Absolutno, da ne. Ni isto, kot če se zgodi v Voličini, to je vse, kar rekel. Če obstajata dva mojstra, ne samo pri nas na Totem radiju, ampak širše, ki shranjujeta, ko kdo kaj reče in potem iz teh posnetkov delata neke nove zgodbe in resnice, sta to Fras in Medvard. Se strinjamo? Absolutno. Na zadnje je to pri njima občutil profesor Križanič, ki se mi že malo smili, moram reči. Profesor, zdravo, profesor. Zdravo. Samo ena stvar me pa zanima, zdaj. Ali greš v Avstrijo? Grem. Vidiš? Res? Danes? Na pošto moram iti, ja. Kako si lahko taki prasec? Lahko to. Nekaj je rekel Mernik, nekaj je rekel Tine in tako je nova zgodba tukaj. Fras in Medvard tudi danes, točno poldne. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay. Najprej vse bo v redu, samo mirno. Tako. Ne glede na to, tudi koliko se bo zdaj v prvem šusu podražilo gorivo, tank bo dražji za 2 evra, verjetno napoveduje, ali 3, ne? Pa tankat tako moramo, ne? Ja, no, ampak hočem povedati, ni zdaj taka panika, da bi bilo treba danes siti. Da bi morali in zrušiti vse. Ja. Ker pol pa se začne panika, ko svali, pa mogoče ni pravi čas dobave in pol pa ne. Tako da, pamet v roke, vse bo v redu. Nekaj drugega. Znanstveniki so ugotovili, da imajo otroci, ki uživajo nezdravo hrano, nižji IQ. In zdaj jaz vas vprašam, zdaj ko je predvolilni čas pri nas, kolikokrat ste pomislili, zdaj v luči te informacije, da so eni zgleda gorasli tam. V soboto se je zgodilo. Bila je velika zato zadaj ta epohalna glasba, jasno, da. Ravno to. Bila je velika predstavitev športa, ki se igra že stoletja praktično in zdaj na novo prihaja tudi v Maribor. Curling, ledna dvorana je bila tokrat zavzeta s temi kamni iz enega samega kamnoloma nekje na Škotskem, na enem otoku, ker je to samo tam tisti kamen, ki izdrži vse pritiske. In med vsemi ekipami, ki so se udeležile VIP turnirja in predstavitve, je bila tudi ekipa Totega radija. Tokrat malo drugačna. Vzel sem sabo Anjo Škrlec in Andreja Mernika. Odlično. Že v štartu smo šli zelo samozavestno, ker nas je bilo en manj, kot bi nas moralo biti. Ampak glej, prišli smo, probali smo, tudi padali od začetka,
pol pa je nekako šlo. In kar je bilo zanimivo, Anja in Andrej sploh nista vedela, da bomo mi kar igrali turnir. Jaz sem mislil, da čisto ste samo, da pridemo malo pogledati. Ja, Super. No, vse veš, pol, če si pravi, boš naredil. In pol smo šli v akcijo. Če sta s tabo bila. Ja, seveda. Nista imela Anja, izbire. Andrej, zdaj smo tik pred. Tu smo. In gremo kar na tekmovanje. Zaenkrat, kak nam kaže, Anja? Ja, mislim, da ni tako slabo za prvi, sicer jo še moram malo povaditi, ampak presenečena sem, kako dobro gre Dejano, pa tudi Andrej mu zelo dobro sledi, tako da... V bistvu, Andreju, ful dobro, jaz sem premočen, ti pa le imaš to ti tezenski občutek. Tezenski grif imam v členkih od prstov. Ja, en mi je dobro uspel do zdaj. Gremo na zmago, ne? Absolutno, pa ni druge. Prve nasprotnice so bile naše hokejistke, državne prvakinje, Težek ki je let kar domač bil. Ne? Sve smo bili frapirani, ampak se nismo pustili zmest, ko smo videli, s kom bomo. Ne? Naše prve nasprotnice, sreča ni bila Mila z nami. Lisičke, v bistvu gre za pač našo ekipo oziroma 4 punce iz našega hokejskega ženskega kluba. Punce, mislim, da vas mama išče. Predale so brez boja. Ne, čiza res, kak ste s curlingom, z ledom, vem, da ste na ti. Pa kar gre nam, vse smo probale, bilo je sicer malo poco, ampak nič iz česa ne moreš pobrati, ne? Okej. Malo so me potolažili, da tudi one padajo, ni samo jaz. Mlade, praktično gumijaste. So bile. In igrali smo v bistvu samo 2 enda, ne 10, ker bi predolgo trajalo. Po prvem smo zaostajali za 1-0, so vodile lisičke. Prva je za nami, 1-0 zaostajamo za lisičkami. Jaz bi rekel zelo dobro, ne glede na... Samo zaostajamo za lisičkino kocino, nič več. Ja, res dobro, jaz bi lahko bila malo še boljša, ampak se trudim. Ne, Anja, vredo je, gleda, če preživimo s celimi kolki, smo zmagali. Evo, gremo še ena, imamo to! In smo šli v drugi end, katerem je kocino, bilo ne? pač nič proti nič. Na koncu smo zgubili samo 1-0. Prva je mimo, dali smo vse od sebe, moramo povedati, da imamo že v štartu handicap, ker nas je en manj v ekipi, ampak proti lisičkam, ki so 2-krat tako mlade kot mi dva, Mernik oziroma tako stare kot Anja, mlade torej, zgubili samo za 1 točko. Ja, in proti profesionalkam lahko rečemo, in punce so nas vzele resno, vseeno. Ja, mislim, da so se nas kar malo bali, tako z zadržkom so igrale, tako da... Dobra igra, ne, pa zmatraš se. Pa čist malo manj koleno znucano samo. Ja, jaz tudi moram reči, da sem navdušena in škoda, da je bilo že konec, ker mi je proti koncu kar dobro šlo. Ja. To je ravno vrak, ne? Tretji ti že gre dobro, pol pa nisi več na vrsti. Ja, vse vem, ja. Imamo še eno tekmo, tako Te pa da. dajmo. To, kar je rekla Anja, da je že dobro šlo, to je prek sredine, je še spravljeno. Ja, no, glej. Ampak sledila je naslednja tekma in kaj se je potem zgodilo? Ali je prišlo do velikega preobrata, rezultatskega seveda, ali smo poklapani šli po 2 porazih domov? Razkrijemo takoj po Davidu Getty in Kelly Rowland. Napeto je bilo. Vas zanima, ne? Seveda. Okay. Malo še počakajte. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, malo se spominjamo nazaj za vikend, ko smo bili v soboto na predstavitvi curlinga v ledni dvorani in namesto, da bi prišli 4, smo prišli 3, ampak smo se pogumno spopadli z vsem, kar nam je bilo vrženo na led. Ekipi tega radia, v kateri sta ob meni bila še Anja in Andrej. In prvo tekmo smo zgubili proti lisičkam, minimalno z 1-0. Tako da, in potem je sledila druga tekma. Druga igra, študentsko športno zvezo igramo, vodimo 2-0. Zdaj v tem drugem endu, ki je odločil, ne smemo zasrati. Ni slučajno, ne, jaz sem Nikakor, ful jaz sem se malo skoncentriran. izboljšala in me kar veseli, moram zdaj tako stati. Dajmo, ker vidiš, kako nas jezno gledajo. Kak je pubeci? Mislil sem vam reči no coaching, please, ampak vidim, da ste sami igralci. To so veš take, Ja, prijazni, po drugi strani pa veš, bi te nagega po ledu, ne, pa žreble metali, ne, spustili se, veš. Ampak na koncu prvi en smo dobili z 2-0, pol smo zmagali z 2-1. Bravo. Tako da ste zmagali. Seveda, da smo. Ja, aleluja. Seveda, da smo in pol smo tekmo tudi analizirali. Prva zmaga, Andrej, Anja, yes! Juhu!
dober izbijač si. Hvala, tako mi pravijo. Vem. Ja, res, zelo dobro si se izkazal. Študentsko športno zvezo smo maznili, 2-1 gladko, bilo je dosti bolj gladko kot pravi rezultat. Športno zvezo smo maznili. Ja, univerzitetno, ampak dobro. Bravo. Lepo, ne? Ja. Vmes moram samo reči eno stvar. Ko jaz mečem, Ja? pa sta vidva na drugi strani z metlo. Bodita pri fucking stvari. Malo Nisva smo bila. se menila. Ja, okej. Andrej je nekaj rekel, kako oni drugi igrajo in smo gledala tja. Druge smo gledala, veš, ne Super, tebe. super. Te pa zadaj ta sama, pa da vidimo. S kom si Mogo ti prav- to je pa, če šel ti igrati? pravim. Kaj si? Dobro, da smo zmagali, ker sem dejansko skoraj vse moral sam narediti takrat in sem se... In, veš, kako gledaš in da bi sodelovala, brez veze zdaj razlaga, to morate probati, da vidite, zakaj gre in bi morala pometati. On dva pa tako zmetla, pa tako okoli, veš. Kot da nič ni. Če sta bila na pauzi. Da ni bilo leda. Veš, kaj ti hočem reči, vseeno sta bila daleč, pa jaz nisem znal to tvegati. Ampak pol smo se na koncu usedli in naredili en povzetek. Anja in Andrej, jaz moram reči, curling doživetje, ki smo ga imeli, začelo se je že tako, da me je bilo najprej malo strah, ker v ekipi morajo biti 4, mi smo bili 3. Na koncu smo potem z puncami, z lisičkami sicer izgubili, pa taka zmaga proti Univerzitetni športni zvezi. Oh. Ja, nič ni gospa, ja, ker jagodni, pa breskov za smetano, pa ena kavica, to smo naročili, ja. Kaj pravita? Ja, dobri smo bili za prvič. Res vrej, pa dober feeling je, pa jaz upam, da bomo še kdaj mogoče šli, mogoče še pa koga tudi kdaj od ekipe navdušimo radijske. Jaz bi samo vprašal tebe, Anja, ali te je presenetil Andrej Mernik, kako agilen je njegov stil, ko se je odgnal in spustil kamen. Ja, neverjetno, Angilnje, bravo, Andrej pa tako je poslušal na svete strokovnjakov in pol mi je rekel, Anja, vidiš, ta gospod mi je tako pomagal, poglej, kako mi je zdaj šlo, tako da, bravo, Andrej. Bi samo rekel, da bi bili tudi resni kontenderi za medaljo, če bi imela Anja prav metlo obrnjeno, ne, ko je spuščala, ampak dobro, pustimo se malenkosti, ne? Malo pač. Ampak drugače, curling priporočamo? Absolutno priporočamo. Absolutno, res neverjetno doživetje. To morate pogledati, to je eden najboljših športov, kar sem ga v življenju probal. Sicer sem jih bolj malo. Nisi dosti probal, ne? Tako da ja, curling torej priporočamo, poiščite informacije o curling klubu Maribor na Facebooku in na spletu boste vse našli in uživajte. Super, bravo. Je. Res ste se fajn imeli, jaz bi se samo ustavil tam, ko je natakarca prišla. Kaj ste naročili? Mislim, to je bilo za potrebe posnetka. Dobro, ni bilo javnega soka smetano. Prosim, lepo. Tako se reče. Ampak ja, curling pa res priporočamo. In je tu Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Njegov največji problem je, ki bo predčasno volil, ker ga ne bo doma na nedeljo. To je, mislim, pomembno in res moram reči, legitimno težavo. Si pravi demokrat. Bravo. Stari Grki, najni sošolci, bi bili ponosni na te. Jeger, kaj tebi smešno? Ne, za mene govori, jaz nisem star kot stari. Jaz njemu pravim, naj za Kaj si sebe rekel? govori. Jaz sem pri starih Rimljanih. Sem vseeno malo Malo mlajši. mlajši, ja, okay. Tine, kaj si nam pripravo? Lahko samo se pohvalim, da smo Belje Ridersi odprli sezono. Bravo. Tako da, Na isti, ni slučaj, da na isti vikend kot Pogačar, res. Pa ni slučaj, mislim tudi ne, mi smo osvojili Ptujsko goro, on strade Bjanke, tu je nekaj, ne, se ni zaradi Ja, neke on je velike peljal dobrih 200 km, vi pač teh 40, ampak dobro. 70 je bilo. Dobro. V redu. Ja. On je pač 80 km sam šprintal naprej. Ja, in on je zmagal. toliko, ko sem jaz vse odpeljal, on sam vozil. No, ampak glej, je kar mlajši, ne, ko jaz. Res je. Ga videl jaz pri 50. Po mojem obstaja velika verjetnost. Ja, da bo vredo bolj- je, la. Torej, kaj imamo? Jeger, Jo, znanstveniki so potrdili in zdaj uradno obstaja izraz, angleško je beergasm, okay. pivogazem, Ja. bomo ostali pri beergasm, ne? Boljše se sliši. Ja. In to je tisti moment, ko narediš prvi šluk
lahko narediš in so prav določili, so točno 1,7 sekunde traja birgezem, to je v tem momentu zgine stres, pozabiš, da imaš račune za plačati, pa se ti zdi, da imaš življenje pod kontrolo. Samo Za žal traja 1,7 1,7 zelo sekunde. kratko, ne? Ja. Ja, dobro, je pa ne. Ja, če več lukov pol narediš, se to podaljša? Ja, ne, samo pri prvem. Probala sem. Čeprav se pa veš teorija, ne? V svetu živali so znane po tem, da imajo najdaljše vrhunce. Svinje. Tako je. Ali velja tudi tu, ne? Veš, kaj ti hočem reči, ne? Koliko krat si ga doživel čez vikend? Tako da bolj ti, Dvakrat ali trikrat. samo rekel, da bolj ti govorijo, Kako si lahko taki prasec? ne, Ja, bolj si ti brez stresa. Da kaj moram dati zdaj, ne? Sicer ni bir, ampak music, jaz sem v bistvu heart, all I wanna do is making love to you. Tine, hvala lepa, prosim, pa jutri spet. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. 9. marec je 2026. Veste, kaj bo letos? Ena obletnica. Res? In sicer film Top Gun bo star 40 let. 40. O, Wow. Ja. Bajo, še niti približno ni bilo, ko smo mi to že gledali. Ne? kamo res? Res legendaren film, pa če pustimo ob strani, da je pač tematika taka, kot je. Mnogi so to malo preveč spolitizirali, pač gre za akcijski film, ne, pač zdaj kdo to si preslikava v realno življenje, pač. Ampak kot fenomen popkulture, film, ki je stal okoli 15 milijonov, zaslužil pa 380, v današnjih ekonomskih razmerah bi rekli, da bi to bilo krepko prek milijarde. Ja. Kar je, ker ne na zadnje Top Gun 2 Maverick je zaslužil približno 1,5 milijarde. Ampak je enih par takih legendarnih v tem Top Gunu, recimo poznate tisti legendarni prizor, ko gre ta z gusom, pa imata I feel the need for speed. Ja. No, tega skoraj ni bilo v filmu. Ne, ker so mislili, tak ni nekaj najbolj, ampak so pol vseeno dali not in to je eden od najbolj citiranih pač momentov v popularni filmski popkulturi. Ne? Ali pa recimo tista odbojkarska scena, ko zgore brez v kavbojkah špila, ker se mu mudi dalje. To je bilo v bistvu v scenariju samo z 2 vrsticama omenjeno. Pol pa so ugotovili, da če jih malo naolijo, snemali so seveda s pravimi avioni in čeprav niso smeli pilotirati, je Tom Cruise izsilil dodatne lete, ker je pač malo ne delal tudi za sebe, bom rekel, ne, ampak pod pretvezo. Pač vztrajajo je, da mora doživeti čim več pravih letov v vojaških letalih, da lahko realistično igra pilota. In zanimivo, Tom Cruise je bil edini v celem castu, ki ni kozlal, ko so se vozili z avioni, vsi ostali so veno. Sveda je bil originalni scenarij precej temnejši, bolj dramatičen, ampak so pole rekli, ne, to mora biti herojski film, pa akcija, pa humor, pa romantika in so ga potem predrugačili. Tudi to je recimo zanimiva zgodba, veš, ti video posnetki, ko sonce zahaja, ko je tako lepo oranžno zadaj, pa to je režiser Tony Scott, ure in ure so čakali na letalonosilki, da je bilo glih prav sonce in pol enkrat niso uspeli vse posnet in bi moral obrniti kapitan letalonosilko pa peljati nazaj, pa da še enkrat in ni hotel in je baj sam napisal ček za 25 urjev. samo zato, da je. Pa tudi recimo žal že pokojni Val Kilmer, ki je igral Icemana, recimo on sploh ni hotel igrati v tem filmu. Tako se mu je zdaj brezvezen, da ko je šel na audicijo, je ful bil, pa ker nekaj govorijo, ono pa ne. So ga vzeli. Pa so ga vseeno vzeli, ker je moral igrati, ker je še imel pogodbo z produkcijsko hišo. In nastala je seveda še ena ikonična vloga, en ikoničen karakter, pa seveda lederjakna in aviatorke od Ray-Bana so od srede 80-ih modna ikona. Tako da 40 let. Zanimivo. Ja, in mislim, da je originalni Top Gun tudi na Netflixu, če sem vam lušte naredil ta moment.
Kot obljubljeno v Totem studiu danes zjutraj z velikim veseljem pozdravljamo Roka Švaba. Rok, dobro jutro. Ja, dobro jutro vsem skupaj. Jutro. So muzikanti, so budni tako zgodaj zjutraj. Ja, rana ura, zlata ura. Pravijo. Ne, rana ura slovenskih fantov grob. Oziroma rana ura, ko gre pravi muzikant domov. Ja, po dnev greš, pa po dnev prideš. Tak je, takrat veš, da je pravo. Rok, seveda si danes tukaj z enim prav posebnim razlogom, kot smo povedali, v Benediktu bo 27. marca ob 19. v športni dvorani še en koncert, tokrat povsem nove Slakove zgodbe. Zdaj vemo, Lojze Slak je fundament, ko govorimo o slovenski narodno-zabavni glasbi. Dejansko, to je legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, legende diatonične harmonike. Ja. Bom rekel, iz roda v rod se prenašajo njegove skladbe, ne vem, kakšen virus ti napevi imajo v sebi, dejansko tudi moji otroci, ko so stari 7 let, že znajo te pesmi prepevati, čeprav tega ne poslušamo pogosto v avto, pač mogoče slišijo, kadar res kaj igram, ampak zanimivo, da se gre z generacije v generacije te pesmi naprej. Ja, to je v bistvu neminljivo in je pa bila narejena pač tu ena osnova, res, iz katere izhaja tudi zdaj, rečemo temu, aktualna narodno-zabavna glasba. To so bili neki temelji naše slovenske identitete, slovenske glasbe, s katero se lahko, hvala Bogu, kot mali narod pohvalimo, da imamo tudi nekaj drugačnega od ostalih narodov, da je ta narodno-zabavna glasba res naš slovenski produkt. In hkrati smo rekli, pač, lani smo obeležili 60 let Slakove glasbe. In potem, ker je lani zelo uspešna koncertna turneja po celi Sloveniji, imeli smo 10 koncertov, smo imeli 11,000 kart smo prodali, to je bila uspešna zgodba. Rekli smo, da gremo naši publiki naproti, ne gremo v velike dvorane, gremo v dvorane, dam 100-200 ljudi, kjer se pač, bom rekel, pridemo v goste v nek domači kraj, nek kraj na podeželje. Tukaj smo se odločili, da pridemo v Benedikt. Benedikto je Lojze igral 15krat. Na gasilski veselici neprekinjeno 15krat je igral. In smo rekli, ok, če se ga pa tam imeli tukaj radi, pa vem, da imajo še ljudje lepe spomine na te veselice, Marzo je tam nastal ali pa se vas spomnil res pa svojih otrok. In tukaj bomo naredili ta prekrasen koncert z podnaslovom To smo mi prijatelji, samo Slakova glasba in dejansko ljubitelji Slakove glasbe, samo, bom rekel, izvajalci, ki res spoštujemo Slakovo glasbo in z dušo in srcem prepevamo to. Lahko se pohvalimo, da na vseh koncertih, ki smo že letos imeli, se pravi 9, je bilo vse posod polno, vzdušje popolno, stoječe ovacije, bomo rekel, dvorana je ves čas pela z nami, ker so pesmi, ki dansko jih poznamo, in zgodila se ta čarovnija, ki jo težko pišem. Se pravi, glasbeniki smo se zelo fajn imeli na odru, poleg tega pod odrem pa tudi folk uživa in se ta čarovnija zgodila, ki je vedno kot, bo rekel, organizator ali pa kot izvajalec pričakuješ, da se zgodi, in to je bilo res fenomenalno. Brez Andreja Berganta teh večerov zagotovo ne bi bilo. Andrej Bergant je naša zvezda večera, pride kot mladosten fantče gor na oder, pa skoraj preteče pri svojih 87 letih. Lepo. Ampak je v popolni formi, zapoje tako dobro, da nam je lahko vzgled vsem nam mlajšim generacijam pevcev. Vrhunsko, torej ne pozabi športni dvorani v Benediktu 27. marca ob 7. stopnice so še na voljo na Eventimu, ste pa tudi na Petrolu. Za tisti, ki so bolj analogni, se pravi, da najlažje, da grejo kar kupiti, grejo kar na Petrol, pošta, ponovim pa tudi mislim na Big Bang. Tako, povsod tam, čeprav Petrol, zdaj, ko boš šle cene gor, ne, boš, idite raje na pošto, ker na Petrolu bo gužba. Da ne bi ostali brez. Torej, seveda pa ste tudi vsi glasbeniki, ki sodelujete pri tem projektu, nekaj posneli, oziroma je kar nekaj teh. Res je, ko sem razmišljal, kako bi se za to koncertno turnejo najlažje predstavili glasbeniki, se rekel, da je narediti kar eno skupno pesem. Mi smo naredili prav skupno pesem od Lojzeta Slaka, katera je njegova velika uspešnica, To smo mi prijatelji in smo si malo porazdelili določene dele in tako se najlažje predstavimo, da vemo, kdo smo. Lahko pa naštejem vse naše izvajalce. Se pravi, tukaj imamo ansambel Nemir, Andreja Berganta sem že omenil, ansambel Dar, ansambel Akordi,
Potem imamo pa sestav, poseben slakov sestav, v kateri se znajdem pa jaz na harmoniki na prvem tenorju, potem Silvo Pliberšek na drugem tenorju, Jože Sadek, ki ga poznate pri Erosih, je drugi bas, on pa je drugi bas, pa bariton in bas kitaro, potem še imamo ostale kitariste Gregora Kolarja, potem poskočnega Dejana, ki igra klarnet, pa še Žan Trupe, ki igra tudi drugi klarnet. Dansko, da lahko zagotovimo polno zasedbo tistih slakovih uspešnic, mogoče ene so bile tiste bolj znane, ene pa tiste za sladokusce, in če hočemo vse to zagrati, rabimo tako velik nabor inštrumentov, da lahko to zagotovimo. Ok, pa si privoščimo slakova glasba, to smo mi prijatelji in takoj zatem nadaljujemo. Torej, 27. marec ob 19. Benedikto športni dvorani, absolutno, če ste imeli radi ali pa še, logično, še imate radi, če ste imeli radi Lojzeta Slaka kot osebnost, žal ga več ni, če imate radi njegovo glasbo, ki bo večna, morate biti tam. Rok Švab je še vedno z nami. Rok, še enkrat dobro jutro. Ja, dobro jutro. Moram povedati za vse tiste, ki imajo Lojzeta v lepih spominov, imamo tam na odru tako veliko harmoniko, na kateri je noter v mehu screen, LED screen, in tam se prenaša marsikatera slika, video, ki lahko gledate, kako je Lojze Slak bil v svojem privatnem življenju. Da bo pa rekel koncert tekel v pravo smer, so bo povabil tudi Poldeta Pongrčarja, ki je dansko nečak Lojzeta Slaka in je veliko časa z njim preživel in zelo dobro pozna njegovo življenje, in nekako on tudi ves čas začer poveže vse pesmi za njegovo zgodbo, ki dejansko skoraj vsaka pesmi se njegovega dela življenja drži. Ni bilo na ključe, ampak je tako nastalo. Ampak zagotovo imaš tudi osebno, Rok, kakšne izkušnje z Lojzetom? Zlojzetom smo bili večkrat skupaj tudi na prvi noči Modrijanov. Se spomnim, jaz sem bil kot otrok samo to poslušal, pa nas doma bila Slakova glasba, samo to, in pač moj oče to imel rad. Jaz se ga spomnim še s prve noči Modrijanov, to je bilo za nas šok, kdo je prišel nas obiskati. Pač, Rok zvezda, ne? Ja, v bistvu zelo veseli. Mi je dal pa tudi en dober nauk mi je dal, no. Tega vam nikoli pozabil. Enkrat sem poskusil njegovo novo harmoniko, enega novega proizvajalca, ki je te rad imel, si koloj, to ni isti zven, ko imaš ti, to ni isto. Je rekel, Rok, se ni to vse harmoniki. V levi roki je vse, omeho. In te rad, da brez se je začel študirati, zvok se v levi roki zgodi, ne v desni. Mi smo se vsi ukvarjali, teoretično smo se odigrali, ampak še vedno tistega zvoka ni bilo, tiste vesele harmonike. Lojzetova harmonika je bila vesela, pa pela je. Ni ona igrala, ona je pela. In to je bila njegova moč zgodba, ki je neponovljiva, no. Wow. No, še ti kaj novega začel, ker je tudi Dejan je od lanskega leta v tem svetu frajtonerašal. Welcome in club. Ne, samo to hočem še vprašati, ko se pogovarjamo o harmonikah, pa zdaj, ko vas je več igralo skupaj, ko se znajdete ali na odru ali v studiu, kako to zgleda? Ste si kaj favš, si kaj silite not, se zaparke, neka pa jaz že malo. Ne, tudi naprej se zmerimo, če imamo isti dur. Tukaj je zelo možna stvar. Torej, če harmonika nima vseh durov na razpolago, imamo samo 303, ki pač imamo, ne vem, C, B, B, SAS, ne vem, zdaj po novem na določenih predeljih, v goratih predeljih imajo celo BČS dure. Štartajo na Petrolej. Ampak prvo se to zmenimo, pa igramo pač. Nekaj igramo, to je isto kot pri petju. Včasih en začel peti naprej, pa si za njim. Zdaj pa je dobro. Skratka, nas silite, kaj si hotel vprašati? Najprej še bi se navezal na te zgodbe o Lojzetu Slaku. Jaz sem marsikje prebral, da je tudi bil tak hudomušen v odru, da je znal tudi kako veselo špiti. Ja, on je imel kakšne take prave fore. Tako da je narod nasmejal, pa zelo premišljen je bil, zelo zvit. Tako trta. On je znal zvoziti življenje, kak je. Ja, jaz poznam ene prijatelje, ki so redno k temu tudi v vinograd hodili pomagati, to pa v Zidanco, in so bile kar zgodbe, mogoče ne vse ravno za eter, ampak bil je legenda na vseh področjih. Res je, Lojze Slak. Tako da še enkrat, Rok, klobuk dol, da najprej za idejo,
da se je to že lani začelo ob 60. obletnici Slakove glasbe. Seveda, ker je bilo dobro narejeno in ker je bila dobra osnova, je bilo uspešno in verjamem, da bodo ti projekti uspešni še naprej. In ne pozabi še enkrat 27. marec ob 19. v Benediktu v športni dvorani, stopnice na Eventimu, pa na Petrolu, na pošti, Big Bangu, na vseh prodajnih mestih Eventima. Tako da, Rok, še morda kako povabilo oziroma še kaj za naše poslušalce ob koncu te zanimive debate. Če se želite imeti res 2 uri fajn, pa imamo še nekih humoristov zraven, to pa ne ostane presenečenje. Dejansko nič nam ne bo manjkalo, pelo, igralo se bo na glas, pa še zraven se bo nasmejali, tako da bomo šli vsi dobre volje domov. Ok, najlepša hvala za obisk danes, Rok, pozdravi vse in verjamem, da bo tudi tokrat razprodano in nepozabno v Benediktu. Lep dan, če vidimo. Srečno, hvala. Mr. Big, to be with you. Vaju še praktično ni bilo, ko smo mi že to poslušali, pa malo na kitaro probavali. Kjerega leta? Kaki hit, vaju še ni bilo. Torej pred 92. Pred mojim štetjem. Ja. Ok, torej, dobro jutro najprej. Dobro jutro. 8:39 je in celo jutro že dobivamo številne telefonske klice na 051 220 220, klice, kot je bil denimo ta. Ja, zdravo, Troti. Dejan, kam ste zginili iz vseh digitalnih platform? Mešalo se mi v roko, vas jutraj ne morem poslušati. Ja, nam je žal, da je tak ta trenutek, ampak imamo en precejšen izpad zaradi spletnih zlikovcev, tako bomo rekli. Pa si milo rekel. Pa si malo povedal. V bistvu si prelepo povedal. Pa naj bo, ne, če so že oni taki, zakaj bi mi morali biti isto slabi. Trudimo se na vse kriplje, da vzpostavimo stanje nazaj, ampak trenutno nas res ni na spletu. Tudi naša spletna stran, tudi radio.si ne dela audio špajza, ne delajo naši SMS-i, ne dela naš brezplačni prometni telefon, nič 81055, ni nas v radio playerju. Ja, zdaj posledično, ker ni audio špajze, ja, še to so vzeli. Ja. Ker ni audio špajze, tudi posledično na Google podcastih. In nikjer, ja. In Apple podcastih. Zato se trudimo, da pač smo v kontaktu, jasno, na FM-u in DAB-u se slišimo normalno, da smo v kontaktu preko naših družbenih omrežij še bolj, da tu komuniciramo tudi karkoli se dogaja na cestah, pač začasna telefonska 051 220 220, ta deluje, tako da tudi nas ni v televizijskih programih trenutno, ker je vse z internetom povezano. Ja. In tako da vas samo res prosimo za razumevanje. Prijete nazaj na Tunin, na Neo, na vse. Pridemo in v teoriji naj bi se to zgodilo že sredi tega tedna, ampak z gotovostjo pa ne moremo reči. Tako da še enkrat hvala za skrb in bomo zagotovo glasno povedali, ja, da smo skrbi. Nazaj. Tako da vmes pa moramo vsi te malo stisniti. Lepo boste, lep dan. Enako, lep dan. Hvala za potrpljenje še enkrat in hvala vsem, ki vam je res mar, ki pokličete, ampak se pravi, ni v naših rokah, se pa trudimo, da bi čim prej spet bilo. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.